Vodstvo RTV Slovenija vsako leto nagradi svoje najbolj zaslužne sodelavce in ustvarjalce programa nacionalne radiotelevizije. Med tokratnimi 54 nagrajenci v kategoriji posebnih dosežkov in kakovostnih prispevkov v daljšem časovnem obdobju je častno priznanje s kipcem RTV Slovenija prejela tudi ekipa oddaje Prisluhnimo tišini, ki je na sporedu neprekinjeno že 36. leto. Urednici, magistri Tini Grošelj, ga je na slovesnosti v Stari elektrarni podelil generalni direktor RTV Slovenija, magister Marko Fili. Častno priznanje RTV Slovenija prejmejo ustvarjalci oddaje Prisluhnimo tišini. Slovenije je bila prvič predvajana pred 35 leti na koprski televiziji. Predvajanih je bilo že več kot 700 oddaj. Oddaja izobražuje, obvešča in ozavešča slovensko javnost glede tem povezanih z okvarami sluha. V vseh teh letih jo je pripravljalo veliko ustvarjalcev. Danes je to velika zmaga za gluhe in naglušne. Jaz sem precej čustvena, ker so to nevidni invalidi v naši državi, ta oddaja pa jim daje glas, tako da to je za njih. Predsednik komisije za nagrajevanje Robert Pajk je izpostavil, da je že samo dejstvo, da neka oddaja obstaja 35 let in prinaša sporočila tistim, ki ne slišijo, vredno nagrade RTV Slovenija. Direktorica Televizije Slovenija, doktorica Ljerka Bizilj, je ustvarjalcem oddaje Prisluhnimo tišini čestitala in izrazila zadovoljstvo, da javna televizija, tudi po zaslugi te oddaje, postaja vse bolj dostopna za senzorne invalide. Ustvarjalcem oddaje Prisluhnimo tišini čestitam, izvrstno delo opravljajo. In se veselim, zato ker ni oddaja namenjena le specializirani publiki, ampak širše. Gledamo jo vsi pravzaprav in si seveda priznanje zaslužijo. Vsak kamenček v tem mozaiku je pomemben, torej nagrada za vse. Veseli pa me tudi, da imamo gledalce, ki znajo biti hvaležni in smo tudi mi. Tukaj gre najprej ena velika zahvala Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije in pa seveda Televiziji Slovenija, ki financirata in pravzaprav omogočata delovanje oddaje Prisluhnimo tišini. Seveda je tukaj ne smemo pozabiti na Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, ki že vsa leta bistveno prispeva za to, da lahko ustvarjalci te oddaje pripravljamo vsebine. In vsekakor smo ustvarjalci oddaje Prisluhnimo tišini počaščeni, da smo bili danes v tej eminentni skupini vseh nagrajencev Televizije Slovenija in pravzaprav tako kot je eden od dobitnikov rekel, največje priznanje pomeni priznanje, ki ga dobiš od svoje hiše, torej Televizije Slovenija in res smo počaščeni.
Vsekakor gre zahvala vsem ustvarjalcem, ki pomagajo pri nastajanju oddaje Prisluhnimo tišini, ker tako kot je bilo danes velikokrat omenjeno, vsaka oddaja je plod sodelovanja, timskega dela in brez vsakega posameznika nobene oddaje ne bi bilo, tako da je to skupna nagrada za vse ljudi, ki so vseh 35 letih sodelovali pri nastajanju Prisluhnimo tišini. Dejansko je nagrada tudi izjemno dobra spodbuda za vse nas, da bomo delali še boljše in da si bomo še bolj prizadevali, da bodo naše oddaje Prisluhnimo tišini še bolj zanimive in še bolj atraktivne za naše gledalce. Kot je še poudarila urednica oddaje, magistra Tina Grošelj, je to nagrada tako za vse predhodne urednike, režiserje, novinarje in druge ustvarjalce, ki so pomembno sooblikovali oddajo, kot tudi motivacija za nadaljnje raziskovalno novinarstvo na področju invalidske tematike.